Danes dopoldan se je papež Frančišek srečal z udeleženci tečaja, ki ga je organizirala rimska rota glede sprememb kanonskega postopka o primerih ugotavljanja ničnosti zakona in postopku superato, to je postopku za spregled trdnega in neizvršenega zakona. V svojem nagovoru je sveti oče najprej poudaril, da so se med nedavno sinodo o družini pokazala velika pričakovanja, da bi postali postopki o ugotavljanju ničnosti zakona hitrejši in učinkovitejši. Mnogi verniki namreč trpijo zaradi konca svojega zakona in so pogosto obteženi z dvomom, če je bil le ta veljaven ali ne. Sprašujejo se, če je bilo že v namenu ali dejstvih kaj takega, kar bi preprečilo, da bi se lahko zakrament dejansko uresničil. Vendar pa so imeli ti verniki pogosto težave pri dostopanju do pravnih struktur in so zato opozorili na potrebo po tem, da bi bili postopki poenostavljeni. Dejavna ljubezen in usmiljenje sta poleg premisleka o izkušnjah spodbudila Cerkev, da bi postala bližja tem svojim otrokom, ter jim prišla naproti v njihovi upravičeni želji po pravici. 15. avgusta lani sta bila objavljena dokumenta Gospod Jezus blagi sodnik in Jezus blag in usmiljen, v katerih so zbrani sadovi dela posebne komisije, ki je bila ustanovljena 27. avgusta leta 2014. Pomeni, da gre za skoraj eno leto dela. Cilj teh ukrepov je pretežno pastoralne narave, in sicer pokazati skrb Cerkve za tiste vernike, ki pričakujejo hitrejše preverjanje glede stanja njihovega zakona.